v povprečju vsak od nas pogleda 58krat na dan na telefona, je kaj. Normalen, pa če zdaj zemljan dobi 34 giga dnevno podatkov. To je enako, kot če prebereš 74 časopisov od prve do zadnje strani. Ne, piš, to je... Jaz sem stisnil rekord, vse smo se pogovorili, zapit imamo, tako da smo spremni. Jure, ali Žihar jaz danes predstavljam? Ko sem najprej povedal, imamo analogni ali digitalni signal? Ja, jaz ne upam, da digitalni. Dobro, ok. To se pravi. Današnji podcast, za vsem tistim, ki gledate, poslušate, meni zelo velik osebno pomen, zato ker sem sred reševanja, nam rekel, odvisnosti od zaslonov, ampak s tem se malo jaz spopadam, pa moji otroci pa tako naprej. Zato sta danes z nami Matija Torlak. Matija, ti si ustanovitelj pa direktor podjetja Digital School, kjer, če res na grobo povzamem, otroke malo učite nekih osnov uporab interneta, pa ki jih naučite tudi programirati. Skratka, da nekako odgovorno vstopijo v ta svet digitalen, ki je vse prezenten, se mi zdi, pa pridemo pa še do spletnih briht, pa tako naprej. Mark Žmavc, ti pa z druge strani gledaš, kaj se ljudem, pa otrokom dogaja, pa zgodi, če pač meje niso postavljene. Prihajaš iz podjetja Logout, ki je tukaj zelo aktivno udeleženo kako se temu reče, sanaciji, pa pri pogovorih, pri preučevanju tega, kaj se dogaja vsem. Dobrodošla v podcastu. Hvala. Okay. Kako smo sinhroni za začetek. Ne, zdaj pa, ker zdaj ljudje vejo, kdo sta pa kaj tukaj počneta, bi pa jaz rad postavil eno tako izhodišče. Atmosferci z A1 sodelujemo že kar nekaj časa. To ni nobena skrivnost, v resnici smo na to ponosni. In čist na tak organski način se nam redno dogaja, da kadarkoli imamo kakšen sestanek ali pa pogovor o tem, kaj bomo ustvarjali, pa kako bomo ustvarjali, se vedno znova zaletimo v to, da kako vsi skozi nekaj gledamo v telefone, kako to počnejo naši otroci, in A1 je na to že z različnimi projekti reagiral, pa se jih pozneje dotaknemo. In če sem čisto iskren, sem jaz, ko sem slišal, da sodelujejo z vami na različnih projektih, sem rekel, ok, zdaj pa, ker že imamo mi en podcast, bom jaz to izkoristil čistko iz enega ego vzgiba, hočem imeti strokovnjake uživo pri sebi, pa mi zdaj povejte, kaj se dogaja tukaj z našimi otroci, z vsebinami na spletu. In sem rekel, da to je pa nekaj, kar mora iti v podcast obliko, zato da nastane en dokument, ki ga mogoče lahko kdo gleda, ki mogoče pa do tega drugače ne bi prišel. Pa tudi jaz vam smem nekaj iskreno priznati. Jaz imam včasih slabo vest, ker sem otrok digitalnega medija, ne? In vem, da vsak podatek, ki spravim na ta zaslon, na drugi strani zahteva neko pozornost. Ne? In meni je zato tudi ta podcast pomemben, da bomo pač povedali te pasti, oziroma kaj se zgodi, ko se na digitalni avtocesti naredi nesreča. Ne? Ali pa zastoj, ki ni nujno zastoj, da ne bodo ljudje narobe razumeli. Ne govorimo o zastoju v podatkovnem toku, ampak o zastoju pri človeku, kadar si overload z vsem, ali po domače povedano, ko si na telefon namečeš preveč podatkov, pa jih več ne shendlaš. Jaz imam prvo vprašanje, lahko kar udarim, Ciril. Daj, stari, zato smo tukaj. Cool majica. A si pozabil telefon, pa kaj? To gor piše. Kaj zdaj ta vprašaj? Lahko malo ta logo razdelamo najprej. A je to drama, ali je to pozitivno, ali kako v današnjih časih, ko imamo vsi telefon s sabo, gledamo na tak napis na majici? Ja, pač sigurno pač ta izraz oziroma ta logo nagovarja tako mlade kot starejše, ki se jim zdi, da brez telefona se počutijo, da jim nekaj manjka. Ne? In tle sigurno gre za neke občutke tesnobe in kaj jaz zdaj zamujam v tem svetu in a sem lahko isto produktiven brez telefona kot s telefonom. Ne? In treba jih je včasih spomniti, da to, kar je že danes malo samoumevno, v resnici ni samoumevno, da mi telefon potrebujemo na vsakem koraku. A pol v resnici je to narobe ali prav, če imaš telefon skozi sabo?
tudi če greš, bom rekel, zdaj je en banalni primer na sprehod s psom. Večerni sprehod. Ker imaš včasih občutek, ok, jaz bom šel zdaj s psom na sprehod in končuje se poletje, prvo deževje je udarilo, kačem pa najlepši sončni zahod na svetu zamudil, sence čez oblako. A je to pol pa kaj, ali je to zdaj problem ali ni? Ja, mislim, samo po sebi prisotnost telefona po definiciji ni problema, ne? Ker imaš ljudi, ki pač imajo telefon v žepu, pa v resnici sploh ne vejo, da ga imajo v žepu, ne? Ker so v momentu in ne razmišljajo o tem. Ampak vseeno, če pa gledamo povprečnega uporabnika telefona, ki ima marsikakšna potisna obvestila, ki ga tudi zmotijo v tem primeru stiku z naravo, pa torej za povprečnega uporabnika telefona pa sigurno ni priporočljivo, da ima telefon skozi sabo. Škaj zdaj mene zanima, ne? Midva sva odrasla, pa se mi zdi, da se dobro zavedava, kaj je na drugi strani zaslona. Ne? Matija, ti imaš pa opravka veliko z otroci. Ne? Ker, veš, odrasli se mi zdi, da čakamo, da bo tega konc, da greš tja, ni zaslona. Se mi zdi pa, da včasih, ali pa pogosto pri otrocih tako, da čakajo, da je tistega tam konc, da lahko pridejo spet nazaj na zaslona. Veš, da je vse switchano. Zdaj pa jaz pa Jure so se, pripravljeni naučiti. Jaz sem danes pripravljen poslušati, kako bo mogoče lahko tudi svojih hčerki, pa svojim 3 otrokom pomagal. Kako pa se tebi zdi, da otroci dojemajo pa razumejo, ko pristopiš z nekim planom? Tukaj moramo vedeti, da gre odzadaj za kemično reakcijo. To meni vsak stimulus, ki ga dobi, ki ga ti dobiš neko všeček ali pa karkoli na telefonu, je odzadaj dopamin, ki gre to je kemijska snov, ki v možganih nekaj sproži in je v bistvu pozitiven efekt, samo on hoče še. To meni, da mi še enega, pa še enega, pa še enega. In tukaj moramo mi zelo paziti, kakšne vsebine gledamo. Gledamo vsebine, ki so take, ki nam podajajo nekaj, kar se bom jaz naučil, ali so take, ki pripeljejo do tega, da rataš ti odvisen. To pomeni, da se same reproducirajo in za enim feedom dobiš drug feed, ali pa za enim merilom dobiš naslednji feed. Tukaj je predvsem to odvisen. V povprečju vsak od nas pogleda 58krat na dan na telefona, je kaj. To je imaš sporočilo ali pa ne. To je povprečje, 58krat samo od sebe pogledaš. Pri otrocih pa ne vejo, kako je drugače, ker mi smo bili vseeno, ko smo bili mladi, tega nismo imeli. Njihovi možgani so se drugače razvili, kot so se naši, je pa tukaj zelo veliko naredimo z gledom. In tukaj smo starši, te, ki smo odgovorni, tudi kako bojo naši otroci to dojemali, ker če ima starš kontrolo, bo lahko tudi vzpostavil kontrolo nad otrokom. Če pa starš nima kontrole, potem pa pride logout, pa mi, taki, ki v bistvu pomagamo oziroma hočemo pomagati, pa rešujemo situacijo tam, kjer je že nastala, v bistvu, ker se naredi že škoda. Včeraj sem se vračal iz ene dolge poti, sam sem bil v avtu. Ne? In kakorkoli moram reči, da je bila cesta blazno dolgočasna. Ne? Naslonil sem se na vse mogoče pripomočke, ki jih avto ponuja. Vozil sem po avtocesti in sem pa tja, sem s perifernim vidom ujel kakšen velik avto, ki me je prehitev, pa je bil polno zaseden in je vzad gorelo vse. Taki veliki zasloni, vidiš vse živo, kaj res omogoča. Bom rekel, na eni strani bogatstvo tega, da rečeš podatki kjerkoli pa kadarkoli, na drugi strani pa prekletstvo, ne? Kako se sploh zavedati, kdaj je vsega tega preveč? A imamo zdaj nek zdrav način postaviti mejo? Ali to merimo v urah, ali to merimo v čem to merimo? Tukaj lahko rečemo, najboljše pravilo je manj je več. To pomeni, manj zaslonov je bolje. Meje so postavljene tudi strani v bistvu Ministrstva za zdravje, koliko je priporočljivo, da otroci gledajo zaslone, ampak tukaj imamo več različnih vrst zaslonov. Imamo mobilni telefon, ki je skozi tabo, pa imaš pa zaslon. In tukaj tudi, kar je metrika uradna, je, koliko časa naj bi bil otrok pred zaslonom v prostem času. Zakaj ste, ker ko je v šoli, pač je v šoli in tudi v šoli ima računalniške učilnici in tisti je ok. Ko so stari nekje 0 do 2 leti, naj ne bi imel nobenega stika z zasloni, med
10 do 12 je 1 uro, med 12 pa 13 se lahko pogledamo, je uro pa pol, od 13 do 18 2 uri na dan za prosti čas. To je priporočilo strani uradnih inštitucij, je pa tukaj vedno pravilo manj je bolje. No. A pa je pri zaslonih tudi, imamo kakšno zadevo, če tako rečem, da je bolj nalezljivo, oziroma se jo lažje navlečeš? Kaj je zdaj največji problem? A so to igrice, a so to... A je to razlika tudi v appih, ker se mi zdi, da ene appe ti kontroliraš, eni appi pa tebe kontrolirajo, da te drivajo. A veš, v smislu, da si pri enih appih dejansko nisi sužen ali pa ti mogoče koristijo pri čem konkretnem, ne? Pri enih appih pa stari, jaz vedno rečem, pa sem kriv, ne, se atmosferci tudi na TikTok dajemo, sem že since day one govorim, da to je the work of the devil, ne. Vidim tudi pri svojih otrocih, kako lahko, oni se tega niti ne zavedajo, ne, ker itak ne stopijo stran od slike, da bi videli celo, ne, ampak vidim, kako se poveča ta iritacija, ki je rata ta hipen odtegnitveni sindrom in tako naprej, ne. Ja. Tukaj dejansko so določene vsebine, ki imajo te push elemente, to pomeni odvisnostne elemente not. In tukaj je Instagram, YouTube, ki ti takoj da naslednjega iz iste kategorije, ki je še boljši, še glasnejši. In tukaj kaj moramo mi, starši in tudi otroke učiti, da ni vse samo slabo. To meni, da je treba razumeti, da tudi uporaba zaslona v prostem času je koristna, ampak da morajo biti vsebine te, ki ti bojo neki dale. Kaj to pomeni, da ti bojo dale? Da so izobraževalne vsebine. Imamo tukaj Khan Academy, to pomeni, imamo Udemy, kjer se učiš, imaš Duolingo, imaš spletne brihte. Treba je spodbujati ustvarjalnost, to pomeni, danes imaš na voljo ful dobrih vsebin tudi na YouTubu za glasbo, za bilo kjero ustvarjanje, za spodbujanje socialnih veščin. Ne sme biti pa, da ti hočejo nekaj prodati, to pomeni glas, punk, takoj, ko dobiš pop-up, pa ne sme biti tega, da je repetitivno, to pomeni, ko si to pogledal, zdaj pa še to. In tukaj tudi za ena smo naredili spletne brihte, to je brezplačna izobraževalna platforma, ki je namenjena otrokom, staršem in učiteljem, ki prav naslavlja tehnologijo, kako pravilno uporabiti tehnologijo, pa jo tudi pač se kaj naučiti. Samo recimo, mi imamo na platformi po 45 minutah, pop-up, danes je bilo dost, zdaj pa zapustim, pejt ven. To meni, dan brez gozda je izgubljen dan. To pa res. To je čisto res. Pa sem vedel, da so še gosti. Res, no. Pol sekunde preden si rekel, evo ga, zdaj bo, bam. Jaz sem vse od pomembne odločitve sprejel v gozdu, pa naj se sliši to še tako čudno, ne? Se 100% strinjamo in to tudi otroke naučimo. Pač, ko greš ti v gozd in si v gozdu, ampak da si v gozdu, ne da si na telefonu, je drugače. To pomeni, vse ti sprostijo določene, lažje razmišljaš, no. Ej, Mark, če lahko rečem, da si strokovnjak za digitalno odvisnost, ker imaš s tem že veliko izkušenj. A veš, eno je full-on junkie, ker veš, da je vse že v riti, da že vidiš, da je otroke, ampak mene pa bolj zanima obrobje tega. A veš, kako mogoče starš ali pa jaz lahko zazna prve znake, kako se to pri otroku pozna. Meni se itak zdi, da starši najbolj poznamo svoje otroke, pa vidiš takoj razlike v obnašanju. Ampak, dobro, moja ta mala je ziritirana, ker jo stran potegnem, to se mi zdi logično, ker če bi mene en sred Formule 1 stran potegnil, bi mi šlo tudi na jetra. Ali pa sred, ne vem, danes igramo z Nemci četrtfinale. Če bo takrat rekel, da moram stran, bi rekel, da no fucking way. Ampak, veš, kaj so mogoče prvi znaki, kako ti vidiš pri otrocih te odzive, ki mogoče že lahko rečeš, tole pa zdaj že ta prva opozorilna lučka. Mogoče bi najprej začel s tem, kdaj starši prepoznajo. Starši, ki pripeljejo otroke k nam, zakaj jih pripeljejo in kdaj jih šele pripeljejo. In to je praviloma iz dveh razlogov. Prvi razlog je, da se poslabšajo stvari v šoli. Torej, to jim da nek objektivni kazalnik, da njihovi otroci niso več samo posebni, ampak po nekih objektivnih kriterijih ne sledijo več svojim vrstnikom. In to jim daje pač neko lučko in posvetja. Drugi je pa, da se začnejo konflikti med staršem pa med otrokom. Torej, gre za nek skoraj prepad med tem, da en drugega ne razumejo, ne znajo več konstruktivno komunicirati drug z drugim in takrat se oni obrnejo na nas. Je pa pogosto to prepozno.
Torej, če se odločajo samo na podlagi teh dveh znakov, relativno pozno. No, pač škoda do takrat je že pogosto narejena. Torej, zdaj, ko začnemo razmišljati o prekomerni rabi zaslonov, moramo razmišljati že o predšolskem obdobju. A to hudo je že. Pa starija, nisi še nikoli videl, prosto, ko te prekinjem v hotelu, ko pridejo ene familije na zajtrk in te malo punčka, fant, vse, nima veze, je stara leto, 2, 3, 4, 5, 6, kar vsi, ampak pravim, govorim ta razpon v letih, da sem videl že vse živo, da otrok je zajtrk pri hotelu z zaslonom na tem novem štendrčku. Mislim, to je noro, stari, mene to tako ziritira, ampak se vsak straš po svoje dela, ne? Ampak to je, prepričan sem, da kdo pa vidi mene, pa mojega otroka, pa si misli, da ga komotarja, ta ima spet neki telefon v roki, ta mala, ljudje zelo hitro vržemo kamen, ne? Ampak si rekel, da takrat je pa že prepozno, ne? Mislim, prepozno, takrat je že zelo pozno, to je reversible, če jaz prav razumem. Ja, včasih ni več, ne? Če gledamo otroka, recimo, da je začel uporabljati zaslone pri 2 letih in od 2. leta do 10. leta vsak dan več ur svoje možgane izpostavlja intenzivnim držljajem. Si predstavljamo, koliko so možgani tog mladega otroka še občutljivi, se razvijajo intenzivno in je logično v bistvu, da 3-urna aktivnost vsak dan, pa tudi če je manjša, če so te držljaji zelo intenzivni, ima velike učinke na možgane otroka in čist realno je pričakovati, da eni izmed teh učinkov niso več reverzibilni. In lahko si predstavljate, da če dobimo mi tazga otroka potem pri 10 letih, pa starši pričakujejo, da bomo mi čez noč nekaj zelo hudo spremenili. Če so otrokovi možgani v bistvu se 8 let, teh zgodnih 8 let njegovega življenja prilagali na to, da imamo v bistvu mi potem omejene možnosti ukrepanja, oziroma je potrebna tle kar daljša obravnava, da se vzpostavi neko ravnovesje spet. A pa se da to pol še popraviti? Bom rekel, mislim, ko možgane na točko nič se verjetno ne da nastaviti, ne? Ja, niti ne vemo, kako bi bilo, če bi otrok odraščal brez tega. Imamo polno enih otrok z takimi in drugačnimi motnjami in ne moramo v resnici reči, da je to vzročno bilo povezano z digitalnimi napravami. Vseeno pa naša intuicija pravi, da marsikatere od teh razvojnih odstopanj motenj so tudi posledica prezgodne uporabe naprav. Mar, kaj pa odvisnost odraslih? S tem se tudi srečujete? Tudi, seveda, ja. Približno 1/3 naših uporabnikov je tudi odrasla, tako da lahko si predstavljamo, če je nek določen produkt, nek digitalen produkt, že za odrasle, že odrasli se mu ne moremo upreti, da je potem se otroci, ki se jim prefrontalni korteks še razvija, torej tam, kjer se razvija inhibicija impulzov, samokontrola, da se torej mladostniki, otroci še težje uprejo tem stvarem in so v bistvu te isti produkti za njih še bolj zasvojljivi. Samo to se kaj razvija do 25 leta, to se ne ustavi pri 13-14, ne? Ja. A veš kaj, recimo, kaj je konkreten problem, s katerim se jaz soočam kot starš, ne? To se pravi, prej sem povedal, da moji otroci so 8, 11 pa 14, ne? In vsak ima nek svoj set, nam rekel, zahtev ali pa dajmo reči preferenc po vsebini, ne? En rad na YouTubeu Robloxe, ta mala bi šorce nabijala v nedogled, ta tretja bi bila na Snapu skosa, ne? In pa jaz seveda razumem, da digitalni svet nas pogoltne vse. Pač, kot je Jure rekel, mi smo tudi v bistvu sokrivi, ker ljudi na zaslone skozi vlačimo, ali je to podcast, ali je Instagram, ali je YouTube, ali je Facebook, Bog ve, da smo krivi, malo si peremo vest s tem, da mogoče danes, da je tole pač probamo malo vest ven spraviti, malo si peremo vest s tem, da si mislimo, vse naša vsebina je pa boljša, ali pa je takšna, ki izobražuje, ki mogoče nekdo, komu to pomaga avto kupiti, ampak na koncu dneva pa vsi skrolamo, kaj budale, ki je ura zvečer, pa mogo iti že spat, ali pa že pogledaš vseh 7 appov, ki jih redno spremljaš, pa ta zadnjega zapreš, pa spet ta prvega odpreš, ne? To je ta, mislim, the circle of doom, ampak če grem nazaj na bistvo, a čutiš, koliko jaz sem toliko vznemirjen, ker to govorim, ne, veš kaj? Veš kaj me zdaj kar malo strašljivo zgledaš, Ciril, mislim, sorry, jaz sem se začel sprašati, vidva mislite, da smo midva tudi že malo odvisni. Mislim, jaz vem, da sem zagotov, če nisem velik, ampak se probam nekako kontrolirati, ampak ne, veš kaj jaz gruntam, ne? Probam se postaviti
kdo sem bil jaz, pa kako sem. Jaz sem letnik 81, ampak jaz sem že razmeroma kmalu imel tudi upravka sicer z malo drugačnimi zasloni, ampak ker sem bil star 10 let, jaz vem, da od 10 do 12 leta sem jaz nabil Game Boy, pa Tetris, tako da, ker sem šel zvečer spat, jaz, ker sem zaprl oči, sem se stavljal naprej. Štekaš, Game Boy je bil ugasnen in se je rabo nove baterije, jaz sem kar naprej še zlagal, zdaj ta prije, zdaj A vidite, da imamo težavo? Ne, ampak hočem reči, in pa so prišli računalniki, pa je prišel Wolfenstein, pa je prišel Doom, pa Heretic, pa nebroj streljačin, pa pol Duke Nukem, pa Far Cry, čez vse to faze smo šli in ogromno enega časa preživeli na zaslonih, sam jaz si mislim, pa morate video zdaj povedati, mene je vedno vlekel tudi ven, ker sem hotel basket igrati, pa sem se hotel s kolesom voziti, pa tako naprej. In pa si jaz mislim, zdaj, koliko jaz moram, ali pa, veš, včasih se mi zdi, da pizdim za brez veze, ker sem jaz bil tudi so kriv, pa sem mislim, jaz sem v redu vam prišel. Veš, ne vem, koliko moram biti tečen, pa kdaj je tečen, ker valjda neki so te zapovedi, od 10 do 12 leta do 1 uro na dan, od 12 do 14 do 2 uri. Pač jaz kot starš imam resno krizo, ker ne vem, veš, jaz sem tudi skozi to šel, pa se mi zdi, da sem sem pa zdaj, ko govorim na glas to, pa vidim, da nisem čist, ker imam neke travme, očitno. A vidva zaznavata ta držlaj od njega? Mislim, Mark, če oceniš, ti si psiholog, če zdaj mene pa Cirila pogledaš, meni se vseeno vidi, da sem več v gozdu kot on. Sigurno. Že po kapi, veš. Hvala. Ja, ne, pa kako to... Dobro si izbruhnil, stari. Tu je zdaj napadlo gigabajtov ven, da bomo mogli to škatlico polivati. Ne, kar mene zanima, vem, da je to zdaj hud monolog, ne, da še kar traja, ampak mene zanima, kaj bo z mojimi otroci, ker jaz si mislim, v redu, jaz pa tudi, če kakšno uro dlje živim, pa imam službo, pa imam nek ustaljen urnik, pa neko strukturo, ki od mene zahteva, da delam to, da lahko preživim, položnice plačam in da grem tudi stran od zaslona konec koncev. Te naši tamali so po resnici še butasti, koliko so inteligentni, oni pojma nimajo, se mi zdi, in se mi zdi, da res ne bi rad šel predelež, da bi se zgodilo nekaj takega, da bojo bluzatorji pa ne bojo se znali soočati z realnim svetom. To me skrbi. No? Jaz odgovorim, ker delamo z otroci dnevno, to meni mi imamo prav šolo programiranja, pa tehnične dneve delamo, pa tudi učimo učitelje in pomagamo učiteljem, kako s to tehnologijo v šoli iti čez v bistvu. Realno je pač, da če so znaki odvisnosti, je treba pač pomagati. To pomeni, ko je na eni napravi in išče tako drugo, če mu vzamemo uno napravo, če so težave spalnih navad, če je sprememba prehranjevalnih navad, če je sprememba higienskih navad, pač tukaj je treba takoj reagirati in tukaj tudi je treba poiskati pomoč, to je nasvet staršem. Drugač pa imajo isto tako, kot si ti imel, Ciril, imajo tudi oni neke svoje ambicije, pa imajo želje, moraš pa pač to omejiti. To pomeni, problem je, če igrajo Fortnite 13-letniki od 12 do 3 po noč, to je problem. Ja, to je nočen šiht že, ne? To je nočen šiht in pa zjutraj v šolo ne bo šlo. Oziroma ne bo mogel sodelovati in pač normalno delati šole. Tako da tukaj je predvsem na nas starših, da to spremljamo, pa vidimo, kdaj je to v mejah normale, kdaj pa ni v mejah normale. In ko pride do teh sprememb navad, potem je treba reagirati. Drugače pa otroci cool in otroci vejo, kaj delajo. Je pa ta kritična med 10 pa 14, ker imamo zdajle YouTube, Instagram pa TikTok. In TikTok je zdajle en izmed najhujših, pač je tudi najbolj downloadana aplikacija LAN, več kot ChatGPT, oziroma zelo tam tukaj tekmujeta. TikTok je pač to je video za video, kratki video si, vsebine so relativno ne. Z enim nazaj ne moreš ven. A veš, to je bil prvi app, ki sem jaz nazaj pritisnil, pa me kar še ni spustil. A veš, mislim, to je zdaj že stara stvar, ampak hočeš reči, ker sem jaz prvič na TikToku, je bil to mindfuck za me. Zakaj zdaj mi ne dovoliš ven? Kaj je zdaj to? Pa sem mogel back. Okay. Predvsem so vsebine niso kvalitetne. To meni na TikToku, to se to hitro mena. Vi ste prej govorili, koliko količin podatkov je normalen, pa če zdaj Zemljan dobi 34 giga dnevno podatkov. To je enako, kot če prebereš 74 časopisov od prve do zadnje strani. Ne, dej piš, to je... Isti vzgib, piš. In to je... Pa mi Mustangu učitamo, da spije 20 litrov na uro, mislim na 100 kilometrov, lega. Pač zelo veliko podatkov in te podatki grejo na brisanje, oziroma je stimulansov toliko veliko. Tako da tukaj moramo omejiti dostop, ker to ni normalno, da recimo zdajle spet malo statistike v povprečju
15 do 19 letniki tudi med 1 do uro pa pol na dan doom scrollajo. Kaj to pomeni doom scrollanje? Ko ti sam vrtiš, pa ne veš v bistvu, kaj si videl. So pa to hitri posnetki, to pomeni 5 sekund, 10 sekund, pa takoj naslednjo. To je tako, si pa padeš kot miš, ki teče. Ja. To si notno. Jure, a se ti spomniš lani, ki jaz sploh nisem vedel, stari, ko sem rekel, to je tudi Jure Gregorčič, ko smo šli lani na eno službeno pot na Dansko. Ja, se gledal. Ker jaz sem, veš, Jure je ki je veliko gozdo, ne, in pa lani smo šli na eno službeno pot na Dansko, naslednji teden gremo spet. In po dolgem času sem bil s tabo, a veš, tudi če gremo midva skupaj na pot, so vsako v svoji hotelski sobi. Ponovadi ne spiva skupaj, kar je normalno. In pa zvečer ta model na kavču, ker smo že šli spat in Jure kar doom scrolla. In jaz tako, Jure, kaj ti delaš? Model si me čist presenetil. Kad sem si TikTok prvič naložil in to je to, kar si ti prej rekel. Ampak ona dva sta nam postala en števček. Jaz sem mu rekel števček komotor minuta, mislim ne, se te hecam, drugače 1 minuta na internetu. Prej, ko sta omenila, veš, ker podatek je mene sezul. V 1 minuti na internetu 625 milijonov videov na TikToku se pogleda. Ja, pač cel svet gleda TikTok skozi, stari. A ni to malo, to je res malo, mislim, mene mačkan sezuva in zdaj, ker jaz bi bil rad odgovoren, starš pa tudi aktivni državljan, kar se tega tiče, ne, tudi vemo, da ti državljani so zelo pomembni tudi za na nek način prometno varnost, ne, za celo družino, če tako pogledamo, ne. Če se družina nekam z avtom odpelje, 4-članska družina pa 3 gledajo zaslon, vsak spušča en signal vozniku, slej ko prej bo tudi voznik malo po škilu, ne, nekam. Pa imamo pa lahko težavo. Ampak mene bolj zanima, če sem zdaj čist konkreten, kaj lahko, prej sta omenila pomembnost informativnih vsebin, kaj lahko atmosferci, kakšne imamo lahko atmosferci svoje smernice, da bomo naprimer na nek zanimiv način pokazali ljudem mobilnost, oziroma mladi mogoče. A imata kakšen nasvet za nas? Meni se zdi to kar pomembno, no? Ali pa saj smernico, da se vemo obrniti nekam. Jaz bi mogoče začel najprej z vidika, da to, kakšne informacije mi mladim damo, koliko jih usposobimo, česa vse se oni zavedajo, da včasih starši precenjujejo pomen tega. Torej, predstavljajo si, da vse, kar je njihova naloga, je njihove otroke čim bolj izobraziti, jih podučiti, kjer vse nevarnosti obstajajo na internetu in potem od njih pričakujejo, da se bojo obnašali popolnoma racionalno v skladu s tem in potem, ko se to ne zgodi, ko otrok še vedno prekomerno uporablja TikTok, so v bistvu razočarani. In seveda se gre za to, da so te produkti v bistvu toliko močni, da jih seveda možgani mladostnika niso še dovolj razviti, tudi včasih možgani odraslih. Tudi če se jaz vsega zavedam, da se bom zadržal neki toliko močni skušnjavi. In pričakovati od 10-letnika, pa tudi od 13-letnika, 13 let je spodnja meja za uporabo družbenih omrežij, da bo sam zmožen uravnotežene rabe družbenih omrežij, je praktično res iluzija. Mislim, je res nerealistično. Torej, mladostniki rabijo našo pomoč odraslih, tako pri uravnoteženi rabi, torej, da jim ne samo z razlago, ampak z nekimi zelo trdnimi, jasnimi mejami pomagamo do uravnotežene rabe, hkrati pa rabijo našo pomoč pri tem, da vzpostavijo kritičnost do vsebin, ki so tam. Torej, to je v grobem naloga odraslih, naloga staršev, torej pomoč tako pri količini rabe, kot tudi kritičnosti do samih vsebin. In ne pričakovati od 13-letnika, da mu daš TikTok, mu poveš 10 božjih zapovedi in rečeš, in bo zdrav. Ja. Tukaj gremo še malo naprej. Tudi na spletnih brihtah smo prav naredili družinska pravila uporabe zaslonov. Kaj to pomeni družinska? Zgled. Če starši so na telefonu, na kavču, ko gledajo televizijo, pa otroku rečejo, kaj pa ti gledaš spet na telefonu, on ima pa telefon v rokah, to ne dela. No. In kaj so družinska pravila? Da se družina usede za mizo
Na spletnih brihtah boste najdeli tudi en zelo lep PDF, kjer gor piše, da se skupaj zmenimo, kje ne bomo imeli telefona. To pomeni, med obroki ni telefona, v dnevni sobi ni telefon. Da noče za spanje, to pomeni, da določimo mesto, kje se bojo polni telefoni. Če smo vsi doma, to pomeni, da ni treba, da imamo telefon v spalnici, to pomeni, določimo mesto, kjer so polnilne naprave. Zmenimo se tudi, da otroci telefone za prosti čas uporabljajo v skupnem prostoru, ne v svoji sobi. To je ful dober, da ga vidiš, to meni tudi, če si ti v dnevni sobi pa kuhaš, pa vsem vidiš, kaj on dela. To na vsake toliko cajta mu malo not poškilaš. No. Pa kaj je še, da določimo uro oziroma dan, kjer je brez telefonov. To meni, to nedeljo smo vsi kot družina brez telefonov in gremo nekam Prav digitalni post. Digitalni post. Pa 1 uro pred spanjem ni pogleda na telefon. 1 uro pred spanjem. 1 uro pred spanjem, to je modra svetloba. Če ti pogledaš telefon, preden gre spat, možgani dobijo impuls, le koliko je svetlo, dan je, pojmo se zbuditi, pojmo delati. To meni, da lažje zaspiš 1 uro pred spanjem, odlož telefon na ta skupen prostor in 1 uro pred spanjem ni telefon. Jaz pa že narobe naredim. To, kar si rekel, vse jaz tudi, ampak se mi zdi, da v nečem nekaj od tega recimo delam, pa izvajam redno, ali pa, samo kaj je problem? Ljudje smo tako narejeni, ne? Jaz recimo, itak od otrok dobim serviran nazaj, ne, da sem zelo velik na telefonu, pa tudi že ti argumenti, da je to moja služba, včasih zares ne pijejo vode, ker pač ne, čeprav je zares to moja služba, pa jaz veliko sestavljam, pa ustvarjam na telefonu. Meni se zdi, da pa zagotovo nisem edini, ne, da mi se zdajle v ohlajeni pisarni pogovarjamo o tem, kakšna so pravila in zdajle sem jaz na 2500 vrtljajih in sem cool, calm, collected, ne? Ampak ti pa, ko priješ domov, pa vsi smo že malo popisali list iz dan, ne? Pa si že malo si utrujen, pa malo si že prideš, ne vem, si imel slabši dan in ti že po defaultu si mogoče že na 7500 vrtljajih, ko moraš začeti vzgajati otroka, ki je poblesavil od 100 drugih stvari, mogoče tudi kakšne drame v šoli, pa hoče imeti ta relaxing moment s telefonom, ne? In jaz recimo priznam, da se ujamem v to, da takrat, ko bi moral biti zbran in bi moral določiti neke trdne meje, ki se jih trudim postavljati, kdaj zvečer ni več telefona ali pa da ko se je, da telefona ni, ko se je, se hrani in tako, ampak da mene pol to zjebe, ker sem jaz pol preveč znerviran, ko postavljam pravila, ker sem utrujen od svojih enih stvari in se moram včasih, ne vem, ali imeti nek mehanizem, da se grem jaz najprej malo umiriti, pa se skulirati, pa poreč, stari, kaj boš zdaj naredil, pa plus tisto pravilo, ko ga boš postavil, dobro razmisli, kako ga boš postavil, da ne bo moja ta mala, ka pravim, ko boš odrasla, upam, da boš odvetnica, ker vedno najdeš loophole. A veš, to recimo mene čisto osebno, to me matra, no? Sem tukaj starševstvo dejansko, mi moramo zbrati te timinge za te pogovore, takrat, ko smo mi okej. Ja. To pomeni, ko gremo mi na sprehod z otrokom, se pogovarjaš malo vmes, kaj pa to, kaj si pa danes delal, kako pa uporaba telefona, a je veliko ostalih na TikToku, kaj pa ti delaš. V bistvu zelo subtilnost, ker če direkten napad, bo direktna obramba. Tako da tukaj je timing zelo pomemben, tako isto kot v službi, ko imamo težek razgovor ali pa ne vem, zelo zbiraš, daj boš imel ta razgovor, recimo z zaposlenim, ni takrat, ko si ti najbolj na 7500 obratov. No. Tako da to je timing, pa pejte v gost, pa tak razgovor. No. Pa se svojega otroka malo posebej poznaš. Recimo, jaz vem, da moja ta mala, uno ostrino svojo zgubi 10 minut preden zaspi. Ki je že v postelji, ki se dan umiri in takrat vse obrambe in vse stvari padejo stran. Ona, ki se zbudi, do preden gre spat, je to fight. Seveda se otroci se valjda opirajo staršem, logično in prav, da se, ker se mi zdi se super, ti, ker bo malo mi kontriri, hočem, da nisi kaj koz voska tam, pa kar se zgodi, a ne. Ampak jaz pri moji tam mali vidim, preden zaspi, ki se umiri, takrat, ko se vda, ki itak noče iti spat, takrat je pa se odpre in takrat se lahko z njo ene stvari pogovarjam. Ne. Tako res je smotan, verjetno vsak otrok svoj nek window ali pa priložnost in isto starša, ne. Kaj mene zanj se zelo, mislim, da je bil, jaz sem drugače tudi ful pristaš informativnih vsebin. Se tudi včasih malo morim, nekaj hočem iti preveč down to deep, ne, tudi klele šef atmosfercu me doskrat, to minutažo naprej meče. Ja, skoraj, Jure, predolg si stari, 2 minute. Ampak, a veš, meni še vedno imam občutek, da če slišiš nekaj pametnega, ne, da ti to
za bistveno dlje časa ostane, pa bistveno bolj ti je pomembno kot ta, kako že je strokovni izraz, doom scroll. Ne? Ampak zadnjič me je sezulo, mislim, da je bilo na valu 202, da je bil tudi en tak podoben pogovor, ko ga imamo mi danes, da so primeri že 6-letnikov, ki so celo noč do 6 zjutraj na TikToku. In kaj pa to? Mislim, a je ta odvisnost, bom rekel, ne znam si čisto dobro predstavljati. Mogoče sta mi to zdaj vidva v hipu malo bolj oči odprla, kot sem jih bil pripravljen odpreti. Ne? A je to zdaj, a to odvisnost mi lahko primerjamo naprimer z odvisnostjo kokaina, heroina, ali je to pretežka stvar? Alkohola, vse, cukor. Vse odvisnosti imajo z vidika možganske strukture precej podobnosti. Jaz ne bi šel tako daleč, da bi trdil, da je to v nekem smislu isto, ampak z vidika tega, koliko družbeno sprejemljiva je digitalna izpostavljenost mladih otrok, ker njihova izpostavljenost drogam vsaj ni družbeno sprejemljiva. Tle pri digitalnih tehnologijah pa res toliko več škode dela ravno ta mentaliteta, da se v resnici imamo vsi težave s tem. Tako da tudi, če ima moj otrok, je pač del te družbe. Aha, da se sklicujemo, da pač živimo v digitalni dobi. Tako. Živimo v tem in recimo, glih sem bral eno raziskavo slovensko, kjer so spraševali sicer študente in šlo je za fokusno skupino, torej šlo je za neke intervjuje z njimi. In en stavek je bil v smislu, pa sej digitalna zasvojenost ni nujno slaba. Ne? Torej sam ta stavek v bistvu da en tak duh časa ponazori, koliko je ta vrednota biti digitalno priklopljen visoko in je včasih višje od mojega duševnega zdravja. In koliko je že normalizirano to, da imamo prekomerno rabo itak vsi, tako da iz tega vidika, kar mi opažamo, je tudi, da potem, ko ljudje poiščejo pomoč, je res že zelo pozno, ker se šele takrat zavedajo, zdaj pa res ne morem več drugače, kot da poiščem pomoč. In torej, ljudje, ki pridejo k nam recimo s prekomerno rabo družbenih omrežij, to nikoli ni 3 ure na dan. To je večinoma 10 ur na dan pa več. V kakšnem stanju, kaj sem pregruntil, ko si že načel to temo, koliko so pa pol ti otroci pripravljeni sodelovati? A veš, ki ti dobiš enega otroka, ki mu starš teži in tako on noče, on je itak zdaj že junkie full on in zdaj prije on v eno okolje, itak ben ga ne pozna in zdaj boš pa ti tukaj in bojo oni te, a veš, kako se soočaš z nekom, ki je najbrž jezen, nepripravljen, zasvojen in kako vzpostaviš ta proces, kako se sploh premakneš z točke 0? Ja, pri mlajših otrocih praviloma delaš skoraj samo starši. To je sigurno včasih vse, kar lahko narediš. Drugo je seveda tudi z malo starejšimi, dobivajo malo zrelosti, so bolj dovzetni za tudi neka kritičnost do svojih navad. Za mlajše pa poleg tega, da delaš z njihovimi starši, imamo mi tudi program digitalnega detoksa, kjer gre v bistvu za to, da jih za 3 tedne obiščejo mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna in tam z njimi v bistvu izpeljemo 3-tedenski program digitalnega odklopa. V tem času pač delamo na nekih veščinah kontroliranja, veščinah v bistvu tega, kako je biti brez naprav, kako s tem shajati. In istočasno seveda delamo tudi starši, zato da potem otroci, ko se vrnejo nazaj v domače okolje, da ni potem spet isto, ampak da tudi starši potem z nekimi novimi navadami, takrat, ko so v bistvu možgani otroka bolj pripravljeni na neke spremembe, ker takrat, ko ima otrok neke akutne simptome, odtegnitvene simptome, se je težko z njim pogovarjati. Potem po 3 tednih odklopa so otroci bolj dovzetni in bolj zmožni tudi novih navad. Kaj se meni zdi tudi ena past, ki se je zgodila? Mislim, se je mogoče past pretežka beseda, ampak kako pa vidva na to gledata? Ker
srečujete se z mladostniki, z otroci. Ampak, veš, zgodil se je naprimer COVID, ne? In takrat smo naprimer otroke dobesedno porinili pred zaslone, ne? A misliš, oziroma ali mislite, da je to tudi s posledice zdaj zaradi tega? Ja, če mene vprašate, ja, ne. Torej, številni starši, ki pridejo k nam, povejo, da je bilo tisto neko prelomno obdobje za njih in potem so šle stvari navzdol za marsikjerega otroka. In takrat je bilo tudi v bistvu to digitalno ravnovesje res v tretjem planu. In posledice tega se seveda kažejo še danes. A imamo kakšno navado, ki bi jo lahko sprožili? Zdaj le razmišljam, zadnjič smo imeli en zanimiv podcast, ko smo se pogovarjali o ekologiji z Danom Lenardom. Ne? In on je rekel, da pač človeka lahko premakneš tudi v pozitivno stvar, če mu predstaviš, da je nekaj kul. A lahko, recimo, vidva, ki dost natančno poznata vsebine pa spletne brihte, a lahko mi sprožimo neko gibanje, da je pa kul, če s telefonom prideš na košarkarsko igrišče ali pa bicikel voziti. Pa tam ne, hočem reči, da prideš tja s telefonom, pa ga zapreš, pa se družiš. Še boljše, da ne prideš s telefonom na igrišče. Ja. Pa najboljše bi bilo, če bi lahko naredili, da ko greš ven iz šole, da otroci ne potegnejo telefon, ko grejo ven iz šole. Zdaj, ko postavite se pred šolo ob enih ali pa ob dveh, pač fizično dvignejo telefon in vsi glave dol. Dajte takrat, pustite telefone doma. Ampak tukaj je spet izziv, so mogoče tudi starši. Zakaj? Zdaj, ker pač so določene šole, kjer so rekli, pač ne hodite s telefoni v šole. Ampak tukaj potem določeni starši, kaj pa če bo kaj narobe, pa da me more poklicati. In tukaj moramo starši spustiti. Ja, v to varnostno pa sem se jaz naprimer ujel. Pač mi živimo na vasi, precej, bom rekel, stran od mesta. In jaz sem otrokom kupil telefon zaradi tega, da če je kaj narobe, da se javijo, da jih pridemo nekam iskat. Ne? Ali je to neka... Imaš več vrst telefonov, lahko dedifon vzameš, pač, ker ni pametni mobilni telefon in bo tudi lepo delal, ko pokličeš, pošlješ SMS, narabiš pač največjega z ne vem kakšnim zaslonom, pa 50 milijonov pikslov za slike. Tako da to bi bil pač ne iti v šolo s telefonom. No. Zdaj, ker mi, ko tudi delamo na šolah, je najhujš, ko vidiš kaj konc šole, namesto da bi šli v gručah, pa da bi se kaj pogovarjali, vsak dvigne telefon, ali pa 3 glave na en telefon. Tako da to. Ja, se tudi, ko gre v šolo na rabi, pa pol en razred gre, pa pol sošolci folku v paralelkah ali pa kolegom pa frendicam dajo telefone zato, da keep the fire alive, ne, na Snapu, da imaš streak, ongoing, gamifikacija vsega. Ja, se konc koncev, a veš, sej tudi mi, Jure, vidimo, mislim, kaj se dogaja v avtomobilih z zasloni, pa s tem, valjda avtomobilisti to delajo zato, ker je cenejš narediti en velik zaslon. Mercedes je zdaj predstavil to novo generacijo GLC, ki ima zaslon od enega stebrička do drugega, BMW je predstavil iX3, hecen, ki sta si avta direktna konkurenta, ampak oni imajo pa recimo neko zaslon, spet tanjši. A veš, vsi delajo pospešeno na tem, mislim, ne vem zakaj, malo zaradi stroškov, ampak na koncu dneva je pa to isti problem. Pač jaz tudi, če nočem, sem prisiljen gledati zaslon tudi v avtu posod, pa na 100 načinov, plus seveda vse več igric je tudi v avtomobilih, zato ker so dosti zdaj že električni, pa da ti mine čas, mogoče, ko ga filaš nekje na... A veš, se mi zdi, da vsi smo potisnjeni to, ker je pač svet tak, vse je v redu, a ne. Zdaj sem pa hotel imamo še set enih vprašanj, zelo konkretnih, ampak prej smo govorili o tem, v bistvu smo ugotovili sredi tega podcasta, ne, da mi dva tukaj sprašujeva tudi za odrasle, ne samo za otroke. Ne. Čeprav smo rekli, da smo bolj o tem malih pogovarjali, ampak to je za vse relevantno. Jaz sem ugotovil zelo hitro, da nisem čist. Ne, jaz zagotovo nisem. Jaz iskreno vam priznam. A kdaj preveriš, koliko si na digital well-being?
To ni slabo. Ja. Dejansko začne se z tem, da začneš preverjati pač in v iPhonu in Androidu, koliko si dejansko, da pogledaš, kaj gledaš, statistika, digital well-being ali pa pač screen time, ker če ne meriš, ne boš mogel spremeniti. No. In treba je začeti meriti. In tudi staršem se priporoča, malo pogledajte, kaj delajo, ampak ne tako, da vzameš telefon otroku, kaj on vecajo, ampak se pogovor, skupaj pa je ta čez, pa se neka diskusija začne, kaj pa je bilo tukaj, kaj si pogledal, 1 ura Instagrama, kaj pa je bilo ta 1 ura na Instagramu. Se jaz tam mali rečem, ko vidim, da je recimo, pa ji dovolim, rečem, zdaj pa lahko 5 minut šorcev, ne? Pa jim rečem, povej mi, daj zdaj le ima stran zaslon, a mi lahko našteješ, ker vem, da je videla 100 stvari, a mi lahko našteješ 7 stvari, ki si jih videla. Ne more. Ali pa mi ta zadnje 2 pove. Ne? Ampak preden gremo na set vprašanj, to se mi zdi še relevantno poudariti, ker smo že A1 omenili kot podpornika, oziroma če ne bi sodelovali mi za A1, ne bi imeli tega pogovora, ker se mi zdi, da ga nujno rabimo. Vsi ga nujno rabimo. Ja, ne, da ste imeli tale, kako je bil projekt imenovan, aktivno odštekani, kot da je bil 4-tedenski projekt v povezavi za A1. Eva, boš ti pol tudi še ko bomo zaključili, malo povedali v živo, kako ste se vi na to odzvali, ampak to se pravi, podjetje celo se je vklopilo v to, da se je probala zmanjšati, kaj je raba zaslonov, takrat, ko jih mogoče nujno ne rabiš, med malco. Kako je izgledal ta aktivno odštekani projekt, pa kakšni so bili rezultati? No? To je bil projekt logouta z A1. Tako. Za zaposlene. Za zaposlenimi z A1. Pa še pod vprašanje, ali se več podjetij tega loteva, je to samljen primer, ali bi to morala biti kar nujna praksa? Prosti, ja, to je nekaj, s čimer smo mi začeli nedavno. Ne? Naša primarna dejavnost je torej svetovanje družinam in tudi mladim in odraslim. To so pa zdaj neke nove aktivnosti, v katere se probamo razširjati, ker je vedno več povpraševanja, potem vedno več poročanja o digitalni preobremenjenosti tudi med zaposlenimi in nekako na to odgovarja ta projekt. Sploh za taka delovna mesta, kjer so tehnologije v bistvu predpogoj oziroma pač neposredno vključene poraba tehnologij v samo delovno mesto. Tako da mi smo imeli dobre izkušnje z kolegi z A1. Torej, šli smo na princip različnih izzivov, ki so si jih izbrali sami zaposleni. Torej, šlo je čisto za neke poskuse vedenjskih sprememb. In to so delali v bistvu tudi med sabo, so se primerjali, so si med sabo pomagali. Imeli smo tudi seveda predavanja, kjer smo jih probali z nekimi bolj teoretičnimi in praktičnimi nasveti opremiti. Imeli smo pa potem tudi diskusijske skupine, kjer so v bistvu se pogovarjali, kaj so glavni izzivi in v resnici ravno ta socialni element se je obnesel zelo dobro. Torej, ko se ti lotiš enega izziva sam, v bistvu si sam zase odgovoren in hiter si rečeš, pač sej v resnici škoda je samo zame. Če pa to delaš z nekom drugim in je to skupni projekt, pa težje drugega pustiš na cedilu. Tako da to je bilo v bistvu en tak 4-tedenski projekt, kjer smo v bistvu aktivno z njimi razmišljali, kako izboljšati njihove digitalne navade. Je to zaprte vrste projekta, je to lahko nekaj, kar mislim, a lahko še kdo se oglasi pa reče, da imamo nekaj podobnega še pri nas narediti? Sigurno. Da nam prodajo nekaj, kar ne gre skosno. Ja, torej mi zdaj, to je pač zdaj nek program, ki smo ga mi oblikovali in smo seveda odprti za sodelovanje z katerim koli podjetjem in bi želeli preizkušati ta program naprej. No. Prej smo mačkan skrenili, pa mene še vedno malo mori to vprašanje o teh primernih vsebinah. Kaj lahko jaz kot atmosferc, kot podcast naredim razen tega podcasta, ki ga imamo danes, ki mogoče ga bo kjer poslušal, kjer bo rekel težite, ampak jaz mislim, da ne težimo, da je to zelo pomembna tema. Ne? Kaj lahko jaz kot atmosferc naredim, da bom spravil v eter pravo vsebino? Kaj je tista prava vsebina, pa še eno podvprašanje, a pri odvisnosti so problem samo socialna pa družbena omrežja ali je tudi kaj drugega problem? Je tudi problem, da začneš kolo voziti ko zmešancem, zato ker je strava, ki iščeš, da bi bil kralj gore, pa
pretiravaš mogoče v fizični preobremenjenosti? Sigurno so problem tudi druge vsebine, zdaj pač družbena omrežja so nekaj, kar je v zadnjem času se pokazalo kot nekaj, kar res dela precej škode pri mladih, sicer pa videoigre so že nekaj časa znane kot nek fenomen, ki lahko povzroča simptome zasvojenosti, sicer se pa mi potem srečujemo praviloma še z 2 podvrstama digitalne zasvojenosti. Ena so spletne igre na srečo, drugo je pa spletna pornografija. Potem pa, če malo še razširim, pa grem res na te novejše oblike, s katerimi imamo malo manj izkušenj, ampak so pa v nekem trendu rasti, so pa to zasvojenosti z kriptovalutami, ki v bistvu po svojih lastnostih zelo spominjajo na zasvojenosti z igrami na srečo. V bistvu simptomi, vsaj po naših izkušnjah, izgledajo identični. Potem pa zdaj res zadnja stvar so pa problematična uporaba umetne inteligence in torej ta čustvena navezanost na like, ki jih poganja umetna inteligenca. Kaj je že bil ta film? Deus Ex Machina. Ne, Deus Ex Machina. Kaj je že bil? Ne, pa še en drug je bil. A se spomniš ki je šel v milijarderju, ki je gost, pa ga je pa Luna zjeval? Kar je tisti film, jaz mislim, da ga kar mora vsak pogledati. No. Zdaj to pač je problem zaradi tega, ker dejansko te pogovori s chatboti in umetno inteligenčnimi sistemi pač gre v nedogledno. Ex Machina, drugače. Jaz vem eno foro, ki se bo sigurno vsak odvadil se z botom pogovarjati. Naprimer, se kar nervozno rad. Ja, ne. Tu vam pa garantiram. Garantiram vam, ko vam odpovejo let, greš na aplikacijo letalske družbe in se začneš z botom pogovarjati. Takoj boš zasovražil umetno inteligenco. Zdaj smo najdli tu že en način. Dajte tu enkrat probati, pa boste drugače razmišljali o umetni inteligenci. A imam prav ali ne? Vsebine. Ja, vsebine ne smejo imeti pretiranih vizualnih elementov, morajo biti starostno primerne za ciljno publiko, morajo imeti primeren nagovor, to meni, da je spoštljiv, pa tako vizualno kot vsebinsko, pa spoštujejo zasebnost. Kaj to pomeni zasebnost? Mi tudi na spletnih brihtah, otroci se morajo opisati, oziroma učenci, spletne brihte so narejene za 2. in 3. triado osnovne šole, ne smejo osebnih podatkov gor puščati, ampak morajo si najti vzdevek, pol jih naučimo, kako se pravilno gesla naredijo, koliko mora biti dolga, kaj mora imeti geslo, veliko črko, malo črko, na koliko časa se menjajo gesla, gesla se morajo menjati vsak mesec, to meni, da jih tudi malo pušamo z te strani, pa predvsem, kar je pomembno, nimajo komercialnih obvestil, to meni pop-upov, pa da niso ta, ki te hook addiction, ko bi to pač, ki imajo te, da se tako nekaj ponavlja, nekaj novega. To meni, ko si to pogledal, zdaj pa tako je to. To se pravi, Digital School postal ene vrste temelj za naprej. Ja. Mislim, za kogarkoli. Mi v Digital School učimo prvo logičnega razmišljanja pa programiranja in kaj mi učimo otroke je to, da igral boš igrco, ampak uno igrco, ki boš ti igral, boš sam naredil. To meni, naredil boš aplikacijo, ampak uno aplikacijo, ki boš ti uporabil, boš sam naredil. Gledal boš spletno stran, ampak uno stran, ki boš naredil, jo boš lahko pogledal. Pač to je Digital School. In v Digital School prav imamo tečaje, popoldne ali pa polet, imamo letne tečaje programiranja, kjer te otroci, ki jih to zanima, si lahko nadgradijo svoje znanje in uporabljajo tehnologijo v njihov benefit. To meni, da bojo nekaj imeli od tega. Pri spletnih brihtah je pa tako, da dejansko so 3 ciljne skupine, starši, kjer imamo nasvete za starše, to so predvsem nasveti pa kvizi. Pri otrocih imamo igre, ki so izobraževalne vsebine, to pomeni, da ni igra, ne vem, koliko življenj ima mačka, ampak pač, da so vprašanja primerna vsebini, to pomeni, kako se postavi pravilno geslo, dobesedno so res izobraževalni kvizi, pa igre, pa vsebina je njim primerna, to pomeni, kako se lahko nekaj naučim, kako si lahko sam naredim kviz, kako lahko, ne vem, si sam sprogramiram igrco, kako lahko naredimo, ne vem, bota sami. Pač take predvsem izobraževalne vsebine za učitelje, imamo pa učne priprave. Kaj je učna priprava? Učna priprava je učni načrt, kjer ima učitelj že narejen 45 minut, kjer lahko udela recimo
kako predstaviti umetno inteligenco celemu razredu, ima pripravljen PDF za učno vsebino, ima pripravljen PowerPoint prezentacijo, to meni, da učitelj da samo gor. Recimo, če učitelj nadomešča eno šolsko uro, lahko pač gre na spletne brihte, vzame to vsebino in on spelje eno šolsko uro skoraj brez priprave. Plus za vsako šolsko uro imamo pa še narejen kviz, da preverimo, a so učenci razumeli snov ali ne. To meni, če imajo pravilne odgovore, gre kviz hiter čez, če so pa nepravilni odgovori, imaš pa vmes še popravke. To meni, samo 5 od 15 vas je prav odgovoril, zdaj pa skupaj povemo, zakaj je ta odgovor pravilen. Hej, Mark, dve stvari. Ful je hecen, ker sem sam sebe zahakljal v eno čist neumno sklepanje, ker preden smo danes začeli snemati, seveda sem razmišljal o tem, o čem se bomo pogovarjali, ampak jaz ne vem, zakaj sem kar mislil, da to se bolj drugim dogaja v drugih državah. Ne, hočem reči, da itak smo vsi v istem zosu, ker je pač svet je v istem zosu, ne? Ali je zato v Ameriki, ali pa pri nas. Koliko ljudi, oziroma koliko ljudem, ne vem, lahko rečemo na leto pomagate, predvsem pa, ko boš to odgovoril, mene zanima nekaj, da si ti odvisen, ne? Kako se pol to pretvori, a je to nujna korelacija, da pol pa preide to v neke vrste depresijo ali pa v neki globiga, ki je pa mogoče še težje se rešiti. No? Mi letno pomagamo, v letu 2024 smo imeli 550 uporabnikov, poleg tega še 550 svojcev, ne glih 550, ampak še približno enkrat toliko svojcev, ki so bili hkrati vključeni v program. Torej, mi imamo ta luksus, da lahko aktivno delamo tudi večinoma starši, včasih tudi s partnerji naših uporabnikov in to se izkaže kot nekaj, kar je zelo nujno potrebno. Tako, kaj je bilo drugo vprašanje? Ne, kdaj to preide zasvojenost v neko splošno depresijo ali pa depresija je mogoče preveč ta umbrella term, splošen izraz, ampak veš, se mi zdi, da ne vem, jaz sem veliko špile igral, pa sem vedno pol nekam ven pobegnil, čeprav sem lahko tudi, ko sem jaz prvič Wolfensteina inštaliral v 90-ih, sem itak čist poblesabil, ampak hočem reči, da se mi zdi, da nikoli nisem pa prešel v neko stanje depresije, ker me je vedno ali ven potegnil frendi ali šport ven potegnil, niti na robu nisem bil, ampak veš, depresija je nekaj, kar vidim po nekih člankih, raziskavah, da od, ne vem, recimo 2008, 2010, 2011, ko se je družbena omrežja, ki so zares vzletela, da je pa še dalje več depresije, med mladimi povsod. Kako se ta depresija izraža, koliko je to akuten problema je, ali kako to vidiš ti? No? Ja, tle gre mogoče ne samo za depresijo, ampak različne težave v duševnem zdravju. Če pogledamo tipičnega zasvojenega, ne moramo reči, da ima točno določeno klinično sliko. V resnici vsak ima nek unikaten set sočasnih težav s tem. To, da si ti zasvojen z nečem, pomeni, da v bistvu nimaš kontrole nad svojim vedenjem in medicinska definicija zasvojenosti je, da zasvojenost prepoznamo takrat, ko gre za neko hudo stisko pri posamezniku oziroma neko hudo oviranost. Torej, v praksi to pomeni, da posameznik preprosto ne zmore več nekih osnovnih vsakdanjih opravil. Za otroke se to pogosto pokaže, da ne zmorejo več hoditi v šolo. Velikrat so zraven tudi kakšni simptomi povezani z duševnim zdravjem, ni samo depresija, je tudi tesnoba, recimo socialna anksioznost, zelo pogost fenomen. Potem imamo težave s pozornostjo in zaradi tega potem težave v šoli. Tako da v bistvu kar en set različnih težav, ki v bistvu se samo zasvojenostjo povezuje, hkrati pa je tukaj povezava ne samo v eno smer, ampak tudi v drugo smer. Torej, ni samo zasvojenost napovednik depresije, ampak potem, ko si depresiven, se še toliko težje ustaviš, da bi tehnologije uporabljal torej uravnoteženo. Ne? Torej, depresivnim posameznikom predstavljajo torej, uravnotežena uporaba digitalnih tehnologij še toliko večji izziv. To pravi, se kepa začne valiti si uriti, ne? Ker je čedalje večja, ne? Ja, tako. Samo kako pa to zgleda, ko otrok ne more več v šolo? Kako to zgleda? Kako to zgleda? Ja, mislim, a veš,
kje je una točka, kdo se zdaj, veš, a je obleži? Če noč šiht naredi na Fortniteu ali kaj se igra, pač zjutraj enostavno ne more oči odprti, Ciril, ne. Pač on je nočno naredil, ne. Ja, saj to razumem, ja. To je že po moje čist fizična preobremenjenost taka, da enkrat kinkneš, ne, sej ne moreš kar biti buden, ne. Ja, lahko gre čist za fizično utrujenost, tudi zaradi neprespanosti. Ta nočna uporaba zaslonov seveda dela ogromno škodo, ker vemo, koliko je spanje pomembno za naše fizično in psihično zdravje. Potem pa v bistvu doživljajo otroci res kar neke močne tako psihološke simptome kot psihosomatske simptome, zaradi katerih iti v šolo, ostati v šoli jim predstavlja zelo veliko stisko. In starši potem v bistvu jih ne zmorejo več motivirati, spodbuditi k temu, da pač tja hodijo. Kako pa pol, naprimer, ko se zameji ali pa na nek način do neke mere pozdrav odvisnost od digitalnih vsebin, ne? Vsi vemo, ne, da pač ta skušnjava, ko se vrniti nazaj v normalno življenje, ne? A veš, pač digitalni svet je zdaj povsod okrog nas. Kako bom rekel, pol vzdrževati ta nivo, ki si ga z nekim trudom dosegel, kaj pol svetujete? Ali pol je res ta telefon za dedija pa babi, ne? S velikimi številkami pa enovrstičnim zaslonom, ne? Kaj svetujete takrat? Kako pol, ker nekomu pomagate, pa pride na pravo pot, kako da ga spet ne bo potegnil tok digitalne avtoceste? Fizično ga moraš omejiti. Ja, jaz bi rekel, da gre predvsem za pomen abstinence od problematičnih vsebin. Torej, pogosto ni nujno popolna abstinenca, niti ni realistična popolna abstinenca od digitalnega sveta, ker pač današnja družba praktično tega ne dopušča. Težko je živeti v gozdu danes. In zato se tudi marsikdo ne zaveda, da je pač to tip zasvojenosti, s katerim se potem toliko težje spopadaš na dolgi rok in imamo uporabnike, ki se potem vračajo. Vseeno za večino lahko rečemo, da so za njih problematični ena podvrsta vsebin. Torej ne telefon kot celota, ne internet kot celota, ampak recimo posebej družbena omrežja, videoigre, igre na srečo, pornografija in je predvsem pomembno, da abstinira od tiste vsebine, ki je zanj najbolj problematična. Ok, zdaj pa prosim, dajte mi uradno dovoljenje, ne? Vidva sta strokovnjaka za to, ne? Jaz se včasih odklopim za cel dan, ne? Malo vzamem Husqvarno v roke, pa kakšno makitko, pa sinom kaj poštimava okoli bajteva tu. Pa mi pa tale gospod tamle čestno piše, Jure, na Viberju si neodziven. A sem jaz zdaj slab sodelavca sem? Dej zdaj, Ciril, čakaj, zdaj bomo tu ocenili, pa vikend je, ne? Vikend je. Jaz nisem nič narobe naredil, ne? Kaj bi vidva rekla? Ful dobro, da si to povedal, ker v bistvu tudi mladi, pa v bistvu tudi seveda odrasli, tle dobivajo dvojna sporočila. Torej, eno sporočilo je, ti moraš biti digitalno dostopen, ker jaz kot starš imam pravico vedeti konstantno, kje si in kdaj si, in starši danes so kar razvajeni glede tega, da imajo dostop do teh informacij in torej po eni strani jim sporočajo, da morajo biti digitalno dostopni, potem pa pridejo domov in pa pač sporočajo, da so preveč digitalno dostopni. Ne? Torej, ta dvojna sporočila, ki jih dobivajo strani družbe, če rečemo še to sporočilo, da morajo biti tudi digitalno kompetentni, mladim se tudi sporoča, če hočejo začeti nek svoj biznis, to se vse danes začenja online, morajo biti digitalno kompetentni in seveda digitalno kompetenten postaneš tem, ko kar nekaj časa uporabljaš digitalne tehnologije. Tako da ni tako lahko, če se postavimo v čevlje mladega človeka danes, dobivati teh nasprotujočih, kontradiktornih sporočil, da bodi digitalno kompetenten,
hkrati pa bodi v stiku z naravo in ne uporablja tehnologij preveč. Mislim, da sem bil enkrat v Leipzigu, v tovarni Porsche, če se ne motim, pa mislim, da imajo oni tako narejeno. Ne? Se pravi, takrat, ko imaš ti napovedan dopust, ti enostavno zaprejo dostop do strežnika, tudi pošte. Ne? Naprimer, vidva sta imela delavnico z zaposlenimi na A1, a ste se tudi o teh stvarih pogovarjali? Kaj pomeni imeti, naprimer, službeni telefon? A ti v določeni situaciji imaš pravico reči ne, sleep mode ali pa airplane mode, pa čau. Ali kako naprimer, delodajalci na to gledajo, ne? Jaz razumem, da na nek gasilc mora imeti nek pager, ne? Ampak bom rekel normalna služba, ker zaenkrat normalna služba, če glih ne razmišljamo seveda o kakšnih vzdrževalcih elektromrežja pa take stvari, kjer so dežurstva, ne, ker morajo biti dežurstva. Kako na te stvari vidva gledate? Kaj bi naprimer rekla delodajalcem? Ne? Kaj je tista zdrava mera, naprimer tudi pri tej digitalni dosegljivosti? No? Ja, sigurno, govorili se je na tem področju že o pravici do digitalnega odklopa, ne, predvsem izven delovnega časa, da imaš pravico, da nisi dosegljiv konstantno in to sigurno za duševno zdravje je nekaj zelo pomembnega. Zdaj, ko si na delovnem mestu, pa se mi zdi, da imamo še marsikatere priložnosti izboljšati kulturo konstantne dosegljivosti. No, vse zadnje tudi zato, da ti danes sproduciraš neke produkte, ki so vredni, rabiš poglobljeno delati in delati v okolju, kjer si konstantno zmoten z obvestili in kjer veš, da moraš razmišljati še o več drugih stvareh, bo poglobljeno delo zelo teže in mislim, da slej ko prej podjetja, ki ne bojo omogočala nekih vsaj časovnih oken, kjer zaposleni lahko rečejo, da takrat niso dosegljivi, mislim, da bojo taka podjetja bolj uspešna na dolgi rok. Je pa že veliko bilo narejen tukaj in tukaj gre predvsem, kakšen tip vodenja ima določen vodja. To meni, če je dober vodja, pač po 5 ne bo pošiljal mailov, imaš pa tudi zmenen. To meni, mi tudi, ko smo bili v različnih podjetjih, ko smo delali, to meni, če gori, pokličeš, če ne gori, ne kličeš. Vse spoštuje to pa? Ja, definitivno. Ampak to je, če vodja spoštuje, to meni glava vedno, pač riba nikoli ne začne. Prepoja. Ja. Pač to, če je vodja ta, ki postavi pravila oziroma jih spoštuje potem, to je isto kot pri starših, potem zadeva dela. Ampak vsaj po mojih izkušnjah, pa sem tudi v različnih podjetjih delal, pač smo se zmenili po 5 e-mailov in Ben pošiljal maile. Če si pa že napisal mail, spadal, pač boš ga dobil jutri zjutraj ob 8. Fun fact. A to je, temu se reče digitalna kultura. A se kle, a pri tej točki moramo izhajati iz tega. Se pravi, da ti spoštuješ čas pa privatnost. Posameznika. Ja. Najbrž je tako. A lahko jaz odgovorim? Ne, itak, da se mi zdi, da je tako, ne. Ja. Fajn bi bilo, če bi bilo tako, ne. Čeprav se mi da tudi v nedeljo zvečer, da je piševa, ne. Dobro, midva sva posebno patrona. Midva si včasih piševa iz užitka, pa vem, da je to zdaj čudno pišelo, ampak so bolj uradne službe, pa so manj uradne službe in če si ti v multinacionalki, imaš to že napisan, da ne smeš poslati po 5 določene. Prej sem rekel, počakaj, prosim, kam pozabil. No. Ti vem, da imaš na lagerju še, jaz pa nimam. Ne, fun fact, pa ne bom izpostavljal niti znamke, niti osebe, pa to, ampak da se je zdaj že večkrat potrdilo, ne, a veš, v avtomobilizmu govorimo o teh, kako zdaj prihajajo Kitajci, ne, pa vsak let so 3 nove znamke, pa Forting, pa Geely, pa Leapmotor, pa Xpeng. Rekl si, da ne boš v znamkah. Ne, to zdaj govorim na splošno. Ne bom pa konkretni znamki, ne, ampak hočem reči, da Kitajci prihajajo, ne, seveda vsi o tem govorimo. Ampak kako drugačen, ker vem za en konkreten primer, kako drugačen je mindset konkretno tega enega kitajskega podjetja, ko pač je ura lahko 1 po noči in je ta predstavnik podjetja, ki je za določen del Evrope odgovoren za to kitajsko firmo, so sestanki do 1-2 zjutraj, nič nenavadnega, ob 7 zjutraj gre naprej in to sploh ni. Pač da tam je kultura
povezana z delom in kar more biti, in če ni, sploh ni važen, kjer del dneva je, a je to vikend, tudi sploh nima veze, a si ti na salonu bil, recimo konkretno zdajle, pa ste cel dan delali, pa nekaj ni bilo v redu, pa je ura 9 zvečer in so vsi res sesuti, ampak je bilo treba pač delati naprej. Ne? Vidiš, da tudi tle prihaja do soočenja različnih kultur pa mentalitet, zaradi katerih pol prihaja tudi do razlik v posli, po koncu tudi v uspešnosti. Ne? Če imaš ti, rekel, neko državo, se lahko rečemo konkretno Kitajska, ne? Oni malo drugačne stvari gledajo, ali pa, ne vem, imajo v glavi nek world dominance v določenih področjih in to je tam je pač kar je treba. Ne? Se mi zdi, da smo v Evropi nek svetilnik mogoče, ali pa se trudimo biti svetilnik nečesa, tako kot v avtomobilski industriji, hočemo najboljše avte na svetu delati, pa pol drugi kopirajo od nas, ne? Čeprav se to že ne dogaja več, ampak nekje pa pač to sploh ni tega spoštovanja. Ne? Tako kot govorimo o različnih kulturah, ko prije do ravnanja s smetmi, ali pa ne vem kaj, veš kaj sebe rekel, kaj iz Indije prišel. Ne? Hočem reči, da se mi zdi, da je ponekod še veliko hujš lahko tukaj. To je nivo razvoja določene države ali pa podjetja. Sej južnokorejska podjetja tudi 10 let nazaj so tako delali, pa danes ne delajo več. Pač to je nek razvoj in prideš pač do tega. Ker so prišli verjetno do točke kontraproduktivnosti, ne? To mora, ali pa pač to je kultura. Ali pa izgorelosti, ali pa ne vem česa. Vse to jih je vedno drugi pridejo na vrsto, če ni. A veš, en zgori, pa prijem sleden stari. Ja, jaz sem bil v Južni Koreji, je bilo na enem delovnem mestu pač več 100 istih zaposlenih. Kaj to pomeni na istem delovnem mestu? Zakaj pač tako, kot je Ciril rekel, ko enega ni več, naslednji pride. Kot morski pes, ko si zob zlom, že 10 unih stoji vzad zobov novih. Ja, ampak to je nivo kulture in to je na nivoju, pač državnem nivoju, na nivoju panoge določene, je pa zelo pač pri Kitajcih, pač, da imajo neko agendo odzadaj, je pa znan, da tudi oni pač imajo time zone je drugačen. Tako da se moraš temu, če delaš za kitajsko podjetje, se moraš temu prilagoditi. A lahko eno osebno vprašanje za oba? Kaj je bil pa pri vama sploh osebni vzgib, da vama je ta tematika ratala na nek način poklic? Pri meni je bila to sigurno pretirana angažiranost glede videoiger. Jaz sem Game Boy dobil že pri 6 letih, ne pri 10 ali 8, ali kako sem rekel. Ja, kaj pa sem. Mislim, sem pri 4. razredu, ja. Ja, mogoče se to poznali. Ne bi rekel, da sem kadarkoli dosegel res točko zasvojenosti, ampak sem pa recimo na neki točki delal nek rekord v eni igrci, ki je pač zahteval od mene, da 30 ur delam dosti repetitivno aktivnost tam in na koncu tega recimo sem že tako utrujen, da v resnici nisem mogel več vsede igrati, da sem mogel stati, ker če ne bi zaspal. Tako da to je bil en tak highlight moje gaming kariere, no, ampak v resnici ne samo zaradi tega, ampak tudi zato, ker vem, da pač digitalne tehnologije, v mojem primeru videoigre, imajo lahko marsikatere pozitivne in negativne posledice. In v mojem primeru sigurno je bilo nekaj pozitivnih, pa tudi nekaj negativnih in to sem v bistvu želel raziskati in tudi s tem pri naših uporabnikih poskušam, da ob igranju videoiger, pa tudi ob drugih digitalnih tehnologijah, probajo izvleči ta pozitiven del ven, negativnega pa pustijo ob strani. Se pravi, vsaka taka stvar ima verjetno, mislim, glede na to, kar si povedal, vsaka taka stvar ima lahko tudi pozitivni učinek, če se jo prav lotiš. Sigurno, digitalne tehnologije same po sebi niso strup in če bomo imeli tako mentaliteto, tudi ne bomo prišli v dialog z otrokom in mladostnikom. Ena izmed glavnih napak, ki jo starši delajo danes, je, da ne poskušajo razumeti, kaj točno otrok dobi tam. In ker tega ne razumejo, potem tudi niso sposobni otroku dati nekih alternativ, ker ne razumejo čist, katere psihološke potrebe otrok tam zadovoljuje. Nekako se vzpostavi tle distanca in starš reče,
ti delaš tam nekaj, kar jaz v resnici ne razumem, se s tem ne strinjam, jaz tega nikoli ne bi delal in potem v bistvu najin odnos postane samo neko bojišče. Če pa ti kot otrok pristopiš z nekim iskrenim zanimanjem, da ti pokaže igro, ki jo igra, da se sam preizkusiš v tej igri, pa narediš veliko več za nek konstruktiven odnos in taki starši so običajno precej bolj uspešni. No. Ja, seveda. Kaj pa tvoja zgodba? Pri nas je bilo pa dejansko tako, da smo imeli skozi drastično pomanjkanje programerjev in pol dejansko je išlo iz tega, da ko smo iskali programerje, so bili ful dragi in pa smo začeli malo raziskovati in smo videli, da dejansko šolski sistem nima digitalizacije v Sloveniji oziroma ni učnega načrta, kako pač res pomagati otrokom, ki želijo dobiti tako znanje, tako da iz tega smo izhajali. Pa smo pa videli, da dejansko lahko naredimo nekaj dobrega in damo otrokom znanja, ki bojo dejansko potrebovali v prihodnosti. A pa zdaj imamo, razen tvoje šole, na nacionalnem nivoju imamo nek digitalni strateški načrt. Jaz sem hotel prej vprašati, zakaj ni to predmet v šoli, stari? Tako osnovni. Bojo dal not, se pa v tem pač še vedno je potrjeno, da bo prišel, ampak bo v omejeni količini prišel. To meni, da ne bo od 1. do 9. razreda, ampak bojo določene vsebine v določenem razredu. Až tako, kot imajo cigarete, stari gor, te grde slikce. Mogli imeti kakšne digitalne tehnologije, enega čistega zombija tam malega. Škaj, Matija, tako čez prst, a imaš kaj feeling, kako starši uporabljajo aplikacije za omejitev? Recimo, jaz imam za ta malo Family Link, pa pač malo gledam, zdajle vmes sem za to na telefon pogledal, ker sem hotel pogledati, kva danes dogaja, ker načeloma imamo omejitev, pa ne vem, lahko je na Viberu pa lahko malo več, ker gre pa za, ne vem, je bila danes doma, ker se ni dobro počutila, pa pol mere, a veš to, te mali so stari. Moji prijatelji pa sploh nimajo nobenih omejitev, pa to, veš, to je skozi neka tenzija. V glavnem, ti pa reč, tvoji prijatelji pa tudi nimajo Cirila za očje. Se rečem nekaj tazga. Sam ne tako samo všečno s tem tonom. Koliko folk to oziroma starši uporabljajo? No? Po naših izkušnjah, kako mi to vemo? Mi vemo zaradi tega, ker imamo, ko učimo otroke, se v določene aplikacije morajo tudi pač svojim računom prijaviti in je nekje polovica staršev, da ima starševski nadzor, večinoma imajo Family Link. Glede omejitev, jih bi pa tudi rekel, da ene polovica od teh, ki jih ima, jih daje tudi omejitve. To meni, če pogledamo 25%, ampak to je naša ocena. Naša ocena je recimo na par tisoč otrocih v Sloveniji narejena. No. Ne en točnega podatka, pa jaz nisem najdel. Zga ti najdel? Ne, točnega podatka nimam, lahko pa sam povem, no, da starši tudi k nam prihajajo v bistvu včasih željo, dajte mi vi naštimati to na telefonu in mi jim odgovorimo, da vseeno aplikacije za starševski nadzor imajo kar omejeno učinkovitost, a ne otrok, ki je relativno digitalno kompetenten, bo ta problem napisal v Google search bar ali pa na YouTube in tam bo ena prijazna teta povedala 20 načinov, kako prideti okrog tega. In slej ko prej se torej starševski nadzor nekako, ne moramo se zanašati samo na to, tam pride potem zaupanje med otrokom pa staršem in če do takrat nisi zgradil nekega zaupanja, potem je kar težko nadzorovati otroka. Kaj pa lahko na primer tukaj naredi ponudnik digitalnih vsebin oziroma mobilni operater? Kaj imamo, Klej, na primer, bi bilo smiselno vzpostaviti... recimo spletne brihte. Recimo, spletne brihte, ampak tudi tako, kaj jaz razumem, veš, jaz prihajam rinem proti 50, čeprav se počutim še vedno mlad, to poudarjam, ampak jaz ne sledim pač vsem tem modnim muham digitalnega sveta, to, kar pač mladi poznajo, ne, in se pravi, jaz, če se postavim v vlogo nekega starša, ki se zavedam problema, pa pridem na neko prodajno mesto, a smo, na primer, kot uporabniki dolžni od operaterja zahtevati, da nam da saj
5 ali pa 10 smernic ali pa predlogov za aplikacije, s katerimi, bom rekel, ne nadzor, ampak s katerimi lahko na nek način omejimo ali pa digitalno avtocesto zapeljemo v smer varnejše uporabe. Tukaj lahko mi kot starši smo odgovorni za naše otroke. To pomeni, naredili smo jih zdaj, pa tudi nekaj z njimi naredimo. No. Tako da tukaj, tudi kaj je A1 naredil, je glih spletne brihte. Če bi prebrali spletne brihte, bi videli da sta v vzgoji 2 temelja. En je samostojnost, drug je odgovornost. In če je otrok odgovoren, mu ni treba pod prste gledati. Če je samostojen in odgovoren zraven, potem je vse super. V primeru, ko pa tega ni, je pa ta prva stvar, kar je, da skupaj z otrokom pogledate njegovo uporabo njegovega telefona. To meni, preden greste na starševski nadzor, se usedete skupaj, kaj ti gledaš, pa je vas skupaj pogledati. Ampak ne takrat, ko ste na 7500 obratov, ampak takrat, ko ste v najboljši verziji samega sebe. To meni, po peneči kopeli, brez alkohola, da se spustiš res in da se iskreno pogovoriš in da ni dejansko nekega fight moda, ampak zato, da res pogledata, kaj bi pa lahko naredili boljš in je odprta debata. Tako da tukaj največ, kar lahko naredite, je to, da si vzamete čas, pa se pogovorite s svojim otrokom, pa ne on vam na svojem telefonu pokaže, nikoli mu ne njegovega telefona vzeti. Druga opcija pa je pri mlajših, to meni prvi do 3. razred, a pa tudi 4., da otrok nima svojega telefona, ampak je telefon vaša last. In mu ga date na uporabo. Samo še boljše pa, da ima babi daddy phone. Jaz mislim, da smo Jure, sem prepričan, da še kje v letu, ne? Zdaj za mano, kadarkoli jaz konc naredim, Jure še pride, ampak ne. Še 2 pomembni vprašanji. A imaš? Ja. No, daj, pa bom jaz pa atmosferski vprašanje. Ko smo gledali atmosferski podcast, pa ne bom to vprašanje, ki si ga ti mislil, ampak ko sta digitalna strokovnjaka, pa digitalni svet uporabljata prav, kakšno imata mnenje? Mislite, da bi se, oziroma vam bom kar izberal, da če bi danes lahko kupila svoj sanjski avto, bi si not želela analogne števčke ali digitalne števčke? Cagrček pa lučko ali robotke? Jaz nimam nič proti sodobnim tehnologijam, ampak dokler imaš nadzor nad njimi. Tako da jaz sem čisto za to, da imam sodoben avto, ne pomeni pa to, da bi imel na zadnjem sedežu tablico, ki bi jo moj otrok redno gledal. Tudi če bi imel tam tablico, ne bi bila delujoča. Jaz definitivno sem za digitalno. Tudi vozim električen avto, ki ga polnim, grem ven iz avta. Dobesedno ne gledam not nič. Se mi zdi pa, da je tehnologija tukaj je malo bolj digitalno. No. Še nekaj si rekel, nisem se spomnil. Zakaj si to rekel? Sej super, da si rekel. Jaz sem enkrat prišel na polnilnico Tesle tamle pri Monsu na ljubljanski obvoznici in sta me en zakonski par skušala prepričati, da to je pa noro dobro, da so avtomobili tako digitalni, bil je pa prizor, veš kakšen. Ona dva sta sedela v avtomobilu, zavita vsak v svojo dekco, imela sta lonček vsak topuga čaja, pa na zaslon sta si dala kamin. Res, stari. Ko bi, na primer, ti ta prizor razumel? Jaz sem najbrž tako čukast pogledal, jaz se jim opravičujem, ampak res sem verjetno pogledal, ko je en bebo, da sta ta pogled začutila in sta se počutila dolžna, da mi razložita. A misliš, da je to klinična slika v redu? Ali? Jaz bi rekel, da je to odraz tega, da je digitalna realnost pogosto skoraj neločljiva od tudi fizične realnosti in človeški možgani imajo pogosto težave s tem, da ločijo eno od druge. V tem primeru mogoče je to pozitivno, da sta imela možnost digitalnega kamina, pa sta se še zmeraj počutila toplo, upam, da. Ne, tam, ko je digitalni kamin zakuraš, ne tudi zračniku, bo je toplo pihan. Jaz sem to pol probal, jaz sem mislil, da me hecate, ne? Ampak sem rekel,
čakaj, ok, bom jaz to proval doma. Ne? Meni se to zdi, da fajterja ste kar najdela romantiko, tam kaj je drugačni. Jaz sem hotel vprašati, kam boste šla pa, le. Ok. Dajte povedati klasično atmosfersko vprašanje. Matija, kaj bo tvoj prvi avto? Juga. Ok, koliko si pa letnika, je to skrivnost? 80. Aha, spenjlic starejši. Koral 45? Rdeč Srbin mu je bilo ime. Kaj pa ti, Mark? Moj prvi avto je bil avto itak mojih staršev. Prvi avto, ki sem ga pelil, je bil pa Peugeot 206 s trdo sklopko. Ja. Ni mi bil preveč pisan na kožo. No. Ja, ta je bil Peugeot 206, to moram zdaj pripomniti. Ta prvi Peugeot 206 je imel krasen dizajn, ker če ohranen ga danes vidiš, je zelo skladen avto, ampak noter se je pa za en drek sedel, stari položaj sedežen je bil pa obupen. Ampak drugače lušen avto, S16 je bil ta športen, ta je bil cool. Jaz moram še eno digitalno anekdoto povedati. Dej, povej, Jure. A veš, mi smo z A1 naredili že kar, jaz mislim, tudi predvsej takih zanimivih vsebin. In eno od teh vsebin je bilo, se pravi, ta poletna gostovanja, varnost roaminga in tako naprej, ki se mi na trenutke zdela že čist izpeta tematika. Ne? Pol sem šel pa letos na Sardinijo, ne? In izplul na ladji iz Livorna proti Sardini, proti Olbi, in valjda, če potuješ iz italijanskega pristanišča v italijansko pristanišče, si prepričan, da je to vse EU, ne, normalno, ne. No, pol me je pa zjutraj sezulo, ko sem gotovo, da sem izgubil 60 €, pa še hvala Bogu, da sem imel to varnostno zaporo, ko smo zapluli v mednarodne vode. In sem se, to je bila nočna plovba in sem se, moj telefon jaz sem veselo spal, moj telefon se je pa priklopil na ta signal, ne, in mi potegnil dol toliko podatkov, pa verjetno bi jih še več, in pa sem šel raziskovati in zdaj vsem hočem povedati to, da je, se pravi, včasih zelo dobro odpreti spletne strani operaterja, pa ne pogledati samo gor, kakšna je akcija novega telefona, ampak tudi take stvari, ki jih spletni operaterji oziroma mobilni operaterji objavljajo, informativne spletne brihte. Prav ena imajo zelo dobro razdelan ta varnostne vsebine. Ne. Hočem pa povedati še tole. Reklo se je pa temu omrežju, da ponudniki neprizemnih omrežij. Jaz priznam, ob vseh vsebinah, ki smo jih takrat naredili, nisem vedel, da obstaja ta past, in od zdaj naprej vedno, kadar bom šel, bom odprl en tak link in se probal podučiti, če je na digitalni avtocesti še kakšna taka slepa ulica, ki te lahko pripelje na prvi jutranji dopustni dan v stres. Z velikimi očkami. Z velikimi očkami. Matija pa Mark, hvala, ker sta prišla. Jaz moram reči, da ne vem, če sem kaj bolj pomerjen. Mislim, kaj bolj pomerjen. Saj vem pač, kakšni izzivi me čakajo kot starša, da se moram z otroci ukvarjati, ne, se to sta dobro povedala. Ne. Predvsem pa mi je ta nasvet mi je pa bil zdaj, mislim, sej, če me vprašal, bi rekel, sej jaz to vem, samo se mi zdi, da včasih ful dobro iz ust drugega človeka sliša tudi eno zelo preprosto stvar, da sooči se s problemi ali pa z pomembnimi temami takrat, ko si ti pripravljen se na to soočiti, fizično in psihično. Ker pač ni vsak moment, dober moment se za pogovarjati o velikih stvarih. To se mi zdi, da si lahko vsak za uho zapiše ne samo v povezavi s digitalnimi zasvojenostmi in problematikami zasloni, ne. Tudi na splošno v lifeu se mi zdi, da je bolje, da se lotevamo pomembnih stvari, takrat, ko smo na nje ali pa na pogovor dobro pripravljeni. Hvala, ker ste prišla. Ful koristen podcast, se mi zdi, da za marsikoga. No. Hvala za povabilo. Z veseljem. Jure, še kaj vprašal? Ne, jaz bi sam še dodal temu, da ta tvoj napis, digitalna šola oziroma digital school, je v današnjem času kar na mestu, ne? Ker jaz vedno izhajam tudi iz tega, ne? To pravilo, da v avtomobilih, nogometu pa v digitalu vsi vse vemo, ne? In jaz imam občutek, da
kakšen semester bi še mogel narediti v tej digitalni šoli. Sam pri sebi to vidim čisto iskreno, tako da hvala vam, ker ste se oglasili. Letos, ko gremo na Dansko, ti bom telefon vzel ob 10 zvečer. Evo bomo prosili za uno kletko. Ja, ampak ti ga boš prvi zaklenil. A za telefon? Ja, ena ima bajene kletke. Kad daš telefon noter, fizično ga zakleneš in ga gledaš od daleč, ka snežnega leoparda. Ok, to je to, temo pritisniti stop. Stari kapa, ko smo zaključili z leopardom, evo. To je to, meni se je super zdel. Ja, super se je zdel. Več, kad sem prestrašen, veš, ka moram... Jaz sem bil vmes kar zelo